V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami. Dobro večer. Lepo pozdravljeni pri tej sveti maši. Danes je 7. dan božične osmine. Danes je zadnji dan koledarskega leta. Na današnji dan obhajamo god svetega Silvestra. Ampak še bolj pomembno je, da v resnici vzamemo ta čas, ki nam še preostaja v tem letu, tudi zato, da se Bogu zahvalimo za vse, kar je bilo, za ves čas, ki nam ga daje na razpolago, da se Bogu zahvalimo za ves tisti čas in priložnosti, ki smo jih uspeli dobro izkoristiti, da se Bogu zahvalimo tudi za vse tiste trenutke, ki so nas presenetili, za vse tiste trenutke, ob katerih smo se učili, za vse tiste trenutke, ki so bili morda tudi težki, boleči, bridki, ki smo jih v resnici prepoznali kot preizkušnje, da bi znali gledati vse skozi Božje oči, da bi znali videti sami sebe, drugega, naše življenje, tako kot nanje gleda Bog. Bog, ki je stvarnik, Bog, ki je dober, Bog, ki je usmiljen, Bog, ki je ljubeč. Da bi lahko tudi z Božjo pomočjo v resnici vsak trenutek našega življenja prepoznali kot trenutek, ki ima svojo vrednost zaradi ljubezni. Molimo. Vsemogočni, večni Bog, s praznovanjem rojstva Tvojega Sina si utrdil našo vero. Naj ostanemo vedno njemu zvesti, saj je on vsa naša sreča in s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Bog nam razodeva vso skrivnost. Berilo je iz prvega pisma apostola Janeza. Otročiči, poslednja ura je, in kakor ste slišali, da pride Antikrist, je tudi zdaj ustalo mnoge antikristov. Iz tega spoznavamo, da je poslednja ura. Izmed nas so izšli, toda niso bili od nas. Kajti, ko bi bili od nas, bi bili ostali z nami, pa niso, da se na njih razodene, da niso vsi od nas. Vi pa imate maziljenje od svetega in veste vse. Nisem vam pisal, kakor bi ne poznali resnice, marveč, ker jo poznate in veste, da nobena laž ni iz resnice. Božja beseda. Odpev, veselijo naj se nebesa in zemlja. Veselijo naj se nebesa in zemlja. Pojte Gospodu novo pesem, pojte Gospodu vse dežele, pojte Gospodu, slavite njegovo ime. Veselijo naj se nebesa in zemlja. Veselijo naj se nebesa in zemlja, šumi naj morje in kar ga napolnjuje. Veseli naj se polje in vse, kar je na njem. Veselijo naj se nebesa in zemlja. Naj se raduje vse drevje v gozdu, pred Gospodom, ker pride sodit zemljo. Sodil bo s pravičnostjo in v resnici. Veselijo naj se nebesa in zemlja. Beseda je meso postala in med nami prebivala. Kateri so ga sprejeli, jim je dal pravico, da postanejo Božji otroci.
Gospod z vami iz svetega evangelija po Janezu. V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Ta je bila v začetku pri Bogu. Vse je po njej nastalo in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalega. V njej je bilo življenje in življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi in tema je ni sprejela. Bil je človek, ki ga je poslal Bog, ime mu je bilo Janez. Ta je prišel v pričevanje, da bi pričeval v luči, da bi vsi po njem vero sprejeli. Ni bil on luč, ampak pričeval naj bi o luči. Prava luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, je prihajala na svet. Na svetu je bil in svet je po njem nastal in svet ga ni spoznal. V svojo lastnino je prišel in njegovi ga niso sprejeli. Vsem, kateri so ga sprejeli, pa je dal pravico, da postanejo Božji otroci, njim, ki vanj verujejo, ki se niso rodili iz krvi, ne iz poželenja mesa, ne iz volje moža, ampak iz Boga. In beseda se je učlovečila in se naselila med nami. In videli smo njeno slavo, slavo, kakor edinorojenega od očeta, polna milosti in resnice. Janez je pričeval o njej in klical. Ta je, o katerem sem rekel, on, ki pride za menoj, je pred menoj, ker je bil prej ko jaz. Iz njegove polnosti smo vsi prejeli milost za milostjo. Postava je bila dana po Mojzesu, milost in resnica pa je prišla po Jezusu Kristusu. Boga ni nikoli nihče videl. Edinorojeni sin, ki je v očetovem naročju, on je povedal. Poslušali smo Kristusov evangelij. Zdaj je menda že precej ustaljena navada, da na zadnji večer v koledarskem letu pogledamo tudi številke, okrog katerih se vrti tudi naša župnija. Lahko vam zaupam, da je bilo letos v naši župniji 50 krstov, 52 pogrebov in 11 porok. Sama številka na sebi mogoče niti ne pove kaj dosti, vam povem še primerjavo za lani. Lani je bilo krstov 7 več. 57, bilo je 8 pogrebov manj, 44, in bili sta 2 poroki manj. Mogoče že malo več občutka, kako se stvari gibajo na svetu, v Sloveniji, v naši župniji. Tisto, kar mene ob teh številkah mogoče še najbolj nagovarja, je to, da ne glede na to, kako nenavadno je bilo to leto, ki se izteka, da je življenje vedno našlo eno pot. Da smo lahko imeli 11 porok, da smo lahko imeli 50 krstov v tem letu, ki ga je tako močno zaznamoval koronavirus in vsi ukrepi in vse prepovedi druženja, se mi zdi nekaj zelo lepega in en veliko znamenje upanja. Da življenje vedno najde pot, da ljubezen vedno najde pot, da Bog vedno najde pot. Kako nenavadno je bilo to leto, priča tudi današnja maša. Povabljeni smo namreč, da pri mašah z ljudstvom zaenkrat ne pojemo in je čudno slišati melodijo Svete noči in ne zraven peti. Ampak to je v tem trenutku naša resničnost, vemo, da to ne bo trajalo, ampak tudi vemo, da to počnemo zaradi varnosti.
Ampak tisto, kar se mi zdi pomembno, je tako, ne? Nikjer pa ne piše in prav je tako, ne? Da pa te melodije sami v sebi ne smemo ohranjati, da si je ne smemo v mislih prepevati, da ne smemo v mislih ponavljati besedila in sporočila te pesmi. Življenje bo vedno našlo pot. Mogoče, če se vrnemo še za trenutek samo k Božji besedi, pa še eno misel tukaj vzamemo. Danes smo slišali začetek Janezovega evangelija, ki po svoje povzema začetek Svetega pisma. Kaj je tisto, kar je bilo v začetku? V začetku je bila beseda in beseda je bila pri Bogu in beseda je bila Bog. Vse je nastalo po njej in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalega. V njej je bilo življenje. In življenje je bilo luč ljudi in luč sveti v temi. Tema jo sprejme ali pa ne sprejme. Da bi, ko gledamo leto, ki se pričenja jutri, ki se pričenja polnoči, da bi lahko ohranili predvsem ta vidik v svojem življenju, kaj je tisto, kar je v začetku. Kaj je tisto, kar je prav, da je na začetku, kaj je tisto, kar je prav, da je tudi temelj našega življenja. V začetku je Bog, v začetku je ljubezen. In če se trudimo živeti na ta način, smo v resnici, smo prepoznali ključ, po katerem živi, po katerem deluje naša stvarnost, po katerem deluje naš svet. In smo v sozvočju s tem ključem in to potem tudi vedno znova, tako ali pa drugače, doživljamo, izkušamo, prepoznavamo. Kot en notranji mir, kot en občutek zadovoljstva, kot en občutek izpolnjenosti, ker smo v resnici. Da bi nikoli ne pozabili na to, kako pomembno je začenjati vse skupaj z izkušnjo in zavestjo, da smo ljubljeni. Ogromno je tako tudi v cerkvenem, v katekizmu lahko najdemo ogromno enih zapovedi, prepovedi, navodil, kako mora biti stvari narejene, česa se ne sme. In če izgubimo izpred oči ta vidik, da je v temelju ljubezen, potem lahko še najlepša, najboljša zapoved postane breme, nam zbudi občutek prisile in vsi vemo, kako je s tem. Ko imamo občutek, da nam nekdo krati našo svobodo, smo sposobni narediti vse, da se temu upremo in da si spet izborimo ta občutek, da smo svobodni. Če se pa zavedamo, da je zadaj za vsem skupaj ljubezen, ki se daje in da so vse zapovedi in prepovedi in svarila in navodila namenjena predvsem temu, da bi lahko ljubezen med nami ostajala, da bi lahko ljubezen med nami rasla, da bi lahko ljubezen med nami delovala, potem pa verjamem, da vse skupaj dobi eno novo luč in naše življenje in naši odnosi dobijo eno novo luč, ki jo ta svet zelo potrebuje. Da bi znali torej ohranjati svoj pogled na Bogu v jutrišnjem dnevu, v mesecu januarju, v celotnem letu, v celem življenju, zato da bo naše življenje imelo pravo smer, da bo naše življenje luč nam in ljudem okrog nas.